Ja, živijo, nedelja je, ura je skoraj 11 in Dino se nahaja pod Šmarno goro. Sicer na parkirišču čakam Uroša in Roka. Kakor vidite, tole parkirišče je ob nedeljah skozi zabito, tako da vam jaz osebno ne predlagam, da prijete z avtom. Tukaj vidite, je boljše prevozno sredstvo in to je Vespa. Z Vespo priješ sem, imaš prostora skozi, pa ni treba tudi plačati parkirnine. Ja, takole pa nekateri, ki so fensijada, ne, in potem čakajo na parkirišče. Vespo si nabal. Ampak koga mi da spet čakava? Ja, prvo tebe, pa še Roka. Ampak mi da bo tle na tole rampo čakala 1 uro, tako da zakaj si ne kupaš eno Vespico? Nimam denarja. Kdo kliče? Rok. Reci. Ja, kaj zdaj, kakšna situacija? Zamujaš! Čakava te spet. Pa še uro si ti izbral si ob 11. Kje si zdaj, a si v avtu? Ja, sem hitro. No. Kako da jaz to nič ne slišam? Kakšen to M4, nič ne ropota? Nič to ne ropoče. Economy. Zakaj moramo mi vedno tebe čakati? Zato, ker si še sral 2 minuti nazaj. Veš, kako jaz to hitro naredim, napola ga presječem in grem. Spod, kako se počutite, ko morate čakati v vrsti? Drugačka zvezdniki, ki ne čakajo. Sami frajeri, stari, to se bolidijo, vsi morajo čakati. Jaz sem enostaven fant. Odplačano, kupljeno z gotovino, ni še tako 15 let odplačevanja. Rok, da mi povej, a kaj pričakuješ pajkic danes? Ja, seveda. To je edina stvar, po kaj grem jaz gor. Šmarna gora je znana po? Po miškah. Kakšnih? Na 2 nogah, Pa? pa v njih za jesti. A gremo tukaj ali gremo okoli? Imaš eno varianto sem ali pa tja? Ta stran je bolj naporna, una je po cesti, Ja. ta je pa že takoj v hrib. Tukaj vedno vohaš zrezke. Se pravi, tukaj se voha zrezki in ti je takoj žal, da greš gor, kad bi raj zavil levo. Niti do tega, da bi šel sploh naprej. Ok, tako da veste, Uroš je pač norc na hribe in on res potegne dober. Mislim, v hrib gre. To se tako narobe slišal, stoj. Ponovadi se jaz tukaj ustavim, pa tukaj parkiram motor in od tukaj officially se začne Šmarna gora. Daj ti meni povej, koliko časa ti rabiš, da priješ na vrh tvoj rekord. 16 minut. Če imaš pa kakšne pajkice za vzpodbudo, je kaj hitrej? Ne, pa je bolj počas. Šmarna gora 669 metrov. Imaš pa zraven Grmado, ki je pa 676 metrov. Najhujši so prvi koraki. Jaz hodim na Šmarno goro že tako 20 let s pauzami. Šmarna gora ima 5 stopenj, če mene vprašaš. Sprav, jaz se orientiram po 5 stopnjah. In vam bom dejansko povedal, kje je kakšna stopnja, da veste, kje počivati, če že hočete počivati. Če hočete imeti mir, pol vam ne priporočam imeti sobote in nedelje, ker je grozno popularno iti na Šmarno. In dejansko ne boste imeli miru, se boste morali izogibati in prerivati. Sploh gor, kaj za jesti. Se pravi, ki je konc prvih stopnic, pa imate eno tako ravnino, kjer se malo spočijete. Kot me je Uroš naučil, imate tukaj te markacije. In dejansko, da ostanete na tej poti. Ej, kako se mnuje ta pot? Je to partizanka? Korenine. Korenine, ja. Imaš pa več vrst, več poti za Šmarno. Ena je partizanka. A je to una, ka za plezat? Ne, to una z desne je partizanka, korenine, pa imaš pa še eno za plezat. Temu jaz pravim, to je stopnja 1. Prav sem, kad priješ, to je prva stopnja. Pa se pa začne klančina gor. No, dejansko ime se imenuje spodnja kuhna, sedlo, tacen desno, levo imaš Grmado, desno imaš pa romarsko pot. Na tej klopci vidimo kaj narobe. Kako je to naslonjalo postavljeno in zakaj je tako? To je, da je več prostora, kad ponovadi hodijo malo močnejši gor, veš? Ja. Uroš! Zdaj bi on rekel, Dino, obnaši se, to ni Bosna. Uroš! Pa niti no, če bi zmogel biti pobegnil. Tukaj morate biti zelo pazljivi, ker tukaj so kamni in korenine in to pomeni, ko zapade dež oziroma če je res jutranja rosa, moraš biti zelo pozoren, da ti ne zdrsne. No, zdaj so malo naredili tako bolj za softiče in so postavili stopnice. Včasih tleh stopnic ni bilo in dejansko je bila, kako bi rekel, una živa skala, živ bled. Se pa počasi približujemo v drugi stopnji. Evo ga, zdaj smo na drugi stopnji, pri tej klopci. A ne, dej, boš testiral klopco. Bomo testirali klopco. Grem jaz za pajkice. Hajde, piči Rok, motivacija je. No to včasih tukaj tudi ni bilo stopnic. Sem ta Uroš je pa tudi faca. On je zdaj znalaš potegnil gor, zato da bo šel spet dol in da se je pohvalil, koliko je on bil hiter. Oziroma, da bo dal občutek, koliko smo mi bedni. No, ko makam se delaš gužvo. So ljudje, ki so hitrejši od nas in se morate umakniti, zato da grejo. Spoštovanjem. Spoštovanjem! Po moje veste, kdo je to, ampak ja, najbolj visoki C v Sloveniji. No, daj dvigam ga!
Zdaj imate dve opcije. Imate surovo, če imate 4x4 na levo stran, če imate pa zadnji pogon, kaj jaz, na desno stran. Tako da Rok, držite desne. Shit, skoraj sem fuknul. Kva sem ga zdaj zafejkal za video, joj. Pet Rok, 6, da naredimo en video posnetek. Češ. Ja, nekam padel. Dej, počivaj malo. Sejce. Ti sam povej, a greva pravilno. Pravilno greva, sam hod. Zdaj pa bo Mission Impossible. Vidimo tele MacGyver sposobnosti. Hajaj. Primi se z roko, pomagaj si, bravo. Je kar navarano. Ponavadi jaz hodim s palcem, sam tokrat, ko imam kamero v rokah, pač sem se žrtvoval za zadnji pogon. Tle imate spet eno markacijo in to jemu morate slediti. In kot vidite, lovec je zavohal plen. Plen je pred njim in gre za nosom. Vonj pajkice je zelo tak sofisticiran. To ga pridobiš z leti. Potem, ko vidiš, se približaš, počasi in zagrabiš. Ko te pa plen zavoha in se obrne proti tebi, moraš abortirati akcijo. Ker potem lahko najebeš. To je 3. stopnja. Tle imate romarska pot. Iz te strani lahko prijete, dejansko se tukaj srečate. Pajkice so nažalost pobegle, ker moj kamerman me ne more slediti in sem mogla abortirati tole akcijo. 3. stopnjo smo obdelali, zdaj gremo proti 4. Ker sem jaz zelo močen in hitro športnik, jaz to lahko easy. Samo ne dosti galame. Ja, Ker so v gorah. živali sem. Čevljih drugi. Prosim? Zdaj si bil navadnih čevljih. Ja, zdaj sem se updateil, ker mi je drsil, ker sem toliko poganjal, da sem skoraj padel. Dobro ste opazili. Ja, čevlji ga niso dohajali. Ja, glej, niso sponzorirani, ampak so novi. Ja, kje spodubo pa? Kupil sem jih. Skratka, da gremo proti 4. stopnji, tukaj je že nevarno, da te ljudje prepoznajo in se hoče slikati s tabo. Če se jaz spomnim, tudi če mi kamera pade, sem jaz se na 50 € dal zraven, tako da je tudi malo moja. Ja, če bi bil prijatelj, bi jo kupil, ja, tako boš pa miške gor kupil. Situacija je taka, eno baterijo smo zamenjali, pa samo eno sem vzel rezervno, tako da sem se malo štel. Smo pa zdaj na 3,5 točki in gremo proti 4. Kjera je 5. porta, mislim? Finiš, 5. je finiš. Sem priješ do spet do enih, ko bi rekel, označb. Levo imate pot čez Zatreb, desno gremo pa po romarski poti. No, zdaj smo pa prišli do kapelice pri Turškem kopitu. Kapelica Matere Božje stoji na mestu, kapelico naše preljube Marije z Ježuščkom. Uroš dezerter se je vrnil. Zakaj si zašvical? Zato, ker sem se šel zašvicati. Daj mi povej, koliko časa si rabo gor skej. Ne vem, šel sem gor, šel sem na WC in prišel sem. Zakaj si nas Ja, na zapustil? WC ga je. Aha, lulate je bilo. Ja. Kakat. Daj mi povej, kva imamo tukaj na levi strani. Tukaj se ločuje pot levi strani na imamo Garmadu. Gospod Rok, Gospod Juršič. gospod Rok Juršič. Povedal, kjera je vaša? Kje si svojo ljubezen Moja je priklonil? unbreakable. Ja. Abus, ta je verik Abus, ja. Ja, se vem, ja. Vi influencerji imate sam firme. Ja, seveda. Taj od Honda, lejo. Taj A Honda. je rjava ali kva? Taj Honda. Rjava, dobro. Taj Honda. Če je rjava, je vdopla. Ajde, gremo, zdaj počasi prihajamo do 4. stopnje, se pravi pri tej hiši gor je 4. stopnja. In potem imamo samo še eno stopnjo in to je vrh. Odločite se, kdo bo plačal miške, kdo bo plačal pijačo, ne zanima me. Jaz ti bom miške pokazal. Jaz ti bom miške Aj, pokazal. ti Slovenci, majke jim škrti ste. Ful smo uhrni. A ne, ste uhrni? Ja, ful. A ne? Ful. Jaz sem Ja. v Kranju rojen. Ja. Evo ga, markacija z desne strani, kakor vidite, tle prijete iz Pirnič. Iz leve strani, ko smo mi prišli, prijete Šmartno Tacen. Levo je pa Šmarna gora proti vrhu. Se pravi, tle je stičišče 3 smeri. Večna bolezen mojih stopal je, da si skozi mečem kamne noter. Kaj, jaz pa vsaj visoke štufe, a ne vi. Podoben. Jaz ne razumem te mode, to jaz ne razumem sred zime minus To je udara. trajenje. A ja, če so uniče furi, ki so gor zadekani v bombarjakne spodi, pa tele gležnji odprti. Mami in babi nas je učila, bolest izvira iz gležno. Kako ste vi naglaševali široke hlače v Fužinah? Čefurile. Čefurile? Ja. Mi smo Jaz sem to rekli... nisi upal na glas Ne, povedati. koga? Kako pa bi že, da je bil tam noter? Ja, Dobro si rekel. Ti pa najc pa žesta se tako Ja, med sabo, ja. Čefurile. To so le čefurile. Čim je pa... Široke hlače so le čefurile. To si vedno kupil. Ja. Hlače, par številk prevelike. Čim je pa Jaz Ibro jih zraven nisem, jaz prišel, jih pa nisem. rekel super. Ne, Ibro, koliko imaš dobre hlače, a ne? Ga pa sam hvalil. Daj mi povej, dejansko opazili smo, da mlada generacija nosi zdaj to spet 80. do 90. modo, se pravi oblačila njihovih staršev in dedkov in babic. Kaj si v tem misliš?
Nič dobrega. Če niso prijeti, če ne vidimo guzova, če ne vidimo bokov, je to katastrofa, je res. Res je. Res je, ja. Ja, naš Tako da zato Uroš se s pajkicam bori proti širokim hlačam. Ampak ima če široke hlače, čakaj, to je pa Ja, zdaj ampak dvoumno. lahko. Široke hlače dol, Uroš, da se Ja. vidi guz, se vidi ta but, ki nosite vsak dan v hribe. Okej. Sam zdaj ne vem, a boš ti za mano hodil, kjera druga. No comment. Glej, če ni pajk, se vidimo, bomo tudi s svojimi Ne zadovoljni. bom jaz, da ni panike, Uroš. Če ti to sede. Ok, zdaj smo prišli na stičišče, kjer greste po desni strani po Korenina ali po levi strani po takem hribu peščenem. Šmarna gora, levo romarska pot, desno kapelica Svete Sobote. Gremo kapelico pokazati. No, pa Ajde. pojmo. Ajde, gremo. Ok, zdaj tle gor pa začel že pihati, tako da vam priporočam kakšno pokrivalo. In kapelica bo zelo kmalu tukaj. Seveda edino prehitev te dve boge revšne. Imate klopco, ki je spet narejena narobe, tako da se lahko usedete in si pogledate Marijo, ki prosi za vas. Kakikac, hiter, lahkih nog. Vsak čas. Končno, bravo. To ne bo tle gužva. Meni se ne zdi to. Gremo zdaj, Dero, boš častil miške, gremo. Ne, pa če nima znanja, Dej, in full life nisem jedel miš, ne moram izkoristiti tega. Kaj si ti smeješ, ti šel za pit? Živijo, zdravo. Dajte prosim par mišk. Koliko mišk boš? Eno boš? Probo boš, zato da damo... Ne bom eno, probujo. Ok, ti boš koliko? Eno, no. Eno. Je če moj denar. Dajte... Kurva siška. Dajte 5x6 za 3 evre. Za 3 evre. Za 3 evrčke. To je 5 miškic. 5 miškic. A s to matematiko na Maxa Pečarja hodil? Ja. aj? A za pit lahko tudi te naročam. Evo, žal. Ni vez. Jaz imam sam miškice. Evo. Ja, ko drugi plačajo, pa ta najdražja pijača. Pa en ta vitamin. Dobre, hvala. Ajmo, to ljudi vlagamo, moji. ne? Idemo. Ko prideš na vrh, se usedeš, najdeš si plc. Ponovadi v nedeljah je tukaj taka gužva, da se ne splača sem hoditi. Sam ker eni pač delajo in ne morajo čez teden dopoldne, tako kot mi neradnici, dejansko pa moramo se guziti s tole gužvo. In zdaj bo Rok tole probil in da bo besedno dol oceno, a je to dobro ali ni. Ja, dej požri to. Zdaj sem še zadihan, ne moram. Pa Uroš ponovadi na dieti, ampak tokrat se boš žrtvoval za vas youtuberje. Dej povej, kako kaj, dej, ker celega boš pojedel. Ne, ne bom. Ne, pa ne. Oceni, Uroš, kako kaj okuša se ta mast pa olje. A se ti zajebavaš? Zredo se boš, ne. To sploh se Ne, je pa res, da Uroš prvič, ko je bil gor, prej, ne, prej. Ti kot masterchef, kaj praviš? En sladek krh. Krh, ok. Ni vredno. Ni vredno. Rok, daj ti probi zele. Ja, sam nam tega, ki je že zgrižen. Pa dober tek, a ne? Jaz drugač ne jem mišk, drugač sem gibanico Ne. jedel vedno, ampak me ta prepričal, Ne vem, ker Vino ni za miške. Ajde, jaz probam to miško. Da vam pokaže, kako se je miške. Miška se vzame, se potrese in se... Aha. Go, Zdaj usto! veš, kako to Tu ta gre. novi trenerki, je koliko zdal za to trenerko? A je to sponzor Adidas? Zakaj nočeš za video pojesti eno miško? Pa vse sem pojedel. Ma pojedi si kurac. Meni osebno tole nekaj baš ne Ja, predstavlja danes nekega... so dobre, no, ponavad so Okusa, no. ampak- Danes so pa full mehke tako. Jaz jem gibanico, tako da vam jaz priporočam gibanico jesti. Le. To je to. Ok, ponovadi tukaj se sedi in se gledajo pač pajkice. Ampak ker to, ker danes je res slaba izbira pajkic, se pač pogovarjamo. In ne vem, če veste, Uroš je dobesedno čef. Zdaj ta popularna serija slovenska, ja, čef. In ga glih sprašujem, ker jaz obožujem to serijo in ne vem, zakaj mene ne pokličejo, da not glumim. Če je to res, a je to res, Uroš, da se v kuhinji tako derejo, pa mečejo, pa ne vem, kaj se pa da je dejansko tako en vojaški sistem. Včasih je bilo tega še ful več, je pa še zmeraj. Ja. Se pravi, ti dejansko se tudi zadereš na koga, ki ne zna zaseckati na kumaro pa to. Tudi se lahko zgodi. A se lahko zgodi? Tudi se lahko Kako se zgodi. pa ti počutiš, ko se dereš? A ti se uno... Ful dobro, mislim, noro. Dobesedno ta ja čef serija je brutalna in se ji smejem kasina in se skozi spomnim na Uroša, ker on dejansko je tam pač čef. In Še raj se na dinota deram, ampak okej, pač eno po službeno dolžnosti, drugo zaradi tega, kaj je prijatelj. kam si spizdo, ti je kaj naroden bilo mogoče? Ja, ker se toliko dereš, da zgražali ljudje so se toliko zgražali, da to je to. Gremo noter pogledat, pusti, kaj oni govorijo. Se pravi, galerija nad... Kaj je to? Velom. Dino je prišel na Sveto Mašo ob 11, a ne? Zamudil Malo je smo. zamudil, Ampak ja, gremo pogledat, ampak če nisem bil. so ga počakali. Dobrodošli. Hvala, sploh se ne bi upal, če mi ti Ej, ne takoj čutim to spokojnost. Tako. Hudo, a veš, da res dejansko nisem bil nikoli. Ja, to je do obzidje, ne?
A veš, to je še ostalo od obzidja, vidiš? Ampak oni niso pustili Turkom, da grejo sem. Palisade. Ja, A pa mislim, mislili, da so Turki le Turk? Turki so oblegali. Ti si prvi Turk, ki je not prišel, s španskimi koreninami. Wow, voda za pit, če si žen. Ja, slabe z te veze, ker ne moreš odpreti. Zdaj pa jaz predlagam, da gremo ven, pa gremo malo potelovaditi, pa še zvonček udarimo za srečo, pa gremo dan. Okay. Glej, dejansko je tale stran tle partizanska steza. Prav tukaj greš dol. Ta je ful strma. Pogled na avtocesto proti Gorenjski. Mi smo pognali, ne? Hej, baje so neko zvonjenje tukaj imeli, pa neke fore, neke zgodbe. Ne, tukaj začne prej zvoniti, ker so Turki, ki so oblegali Šmarno goro, rekli, da bojo oblegali do 12. In so začeli te noter za obzidjem zvoniti prej, da so Turki pač nehali pred tem oblegati. In to je še zdavnaj ta tradicija, da se zvonjenje začne 15 do. In uraš drugače, si kdaj tako zmatran, ko greš gor? Ne. Ne, nikoli nisi zadihan, nikoli zadihan pa to. Ne. Kaj se ti pa to lepo smeje? Kavajo, da vidim. Evo, največji otrok. Otroka moraš vedno negovati v sebi. Drugače tole tukaj, če ne razumete, ne veste zakaj, to je za trvošnjake. In če se vam prdi serije to, parkrat tako naredite, greste vse van. Kako se ta naprava imenuje? Stisko guz. Stisko guz. Včasih smo se dvigovali, ne, zdaj se pa samo še raztegujemo. Noč ni počel, da je še enkrat. Zdaj bo pa Rok nakazal, ajde. Rok to ne zmore. Dejansko je kar velika gužva za pozvon, ampak tole, če si zaželiš eno željo, priješ sami, pozvoneš, 3-krat, 4-krat in greš domov. To je to, fanti in dekleta, tole je kapela Svetega Antona, jaz in Anton vas pozdravljamo. Hvala, ker ste si pogledali, like, share, subscribe, karkoli, gremo domov, ker baterije konc kaput. Ajde, čau.